Dober večer. V tokratnem poslanskem vprašanju gostimo poslanca vladajoče stranke SDS Zvoneta Laha. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Poglejte, vladi je uspelo večino sindikatov prepričati k temu, da so se podpisali pod paket varčevalnih ukrepov. Seveda, če izvzamemo sindikat policistov, ki se še vedno niso odpovedali grožnjam z referendumov. Kako si pravzaprav to razlagate? Skratka, da je vladi uspelo pridobiti sindikate, ki so tradicionalno, vemo, praviloma nasprotovali varčevanju in poseganju v njihove pravice? Ja, očitno se tudi sindikati zavedajo situacije, v kakršni Slovenija trenutno je. Imajo pa dobre primere tudi v soseščini, kam smo prišli, kakšna kriza je. In na koncu je tudi država oziroma vlada popustila pri svojih ukrepih in so prišli skupaj, hvala Bogu, da je tako. In mislim, da je zadnji čas, da se zavemo, kakšna je situacija gospodarska in v kakšno situacijo lahko tudi še pridemo. Poglejte, menite, da bodo potrebni še novi paketi varčevalnih ukrepov ali pravzaprav smo bili soočeni z nekako prvim tako obsežnim in tudi zadnjim tako obsežnim varčevalnim paketom, za katerega številni vseeno pravijo, da temeljno posega v osnovne elemente socialne države? Jaz mislim, da ne posega, da ti ukrepi so dosti blagi v primerjavi z nekaterimi ukrepi, v katere so morali iti druge države. Verjetno bi bilo mnogo boljše, če bi ti ukrepi bili že kakšno leto, dve prej. Bojim pa se, da če se z policijskimi sindikati tako nadaljuje, da ti ukrepi ne bojo pričeli kmalu delovati, da bo do konca leta zmanjkalo denarja. Pa menite, da bodo potrebni tudi novi? Jaz mislim, da ne. Če bi ti ukrepi začeli v kratkem veljati, potem najbrž ne. Je pa zelo pomembno od tega, kako bomo spodbudili gospodarsko rast. Kolikor se ta trend obrne, potem ukrepov ne bo potrebno povečevati. No, ravno to je bilo pravzaprav moje naslednje vprašanje. Ti ukrepi vendarle predvsem varčujejo, skratka ne toliko vlagajo v prihodke proračuna, skratka v podjetje in tako naprej. Kaj mora biti po vašem mnenju naslednji ukrepi vlade pravzaprav za spodbudo gospodarske rasti? Sigurno je potrebno aktivirati investicije, ker s temi investicijami se začne denar obračati in počasi se tudi kolo začne vrteti. Tako da seveda pa denarja je malo, edina sredstva praktično, ki so premalo izkoriščena do sedaj ta evropska sredstva iz kohezijskih skladov predvsem do konca 2013 oziroma do konca 2015 je potrebno še porabiti okrog 3 milijarde teh evropskih sredstev. Tukaj vlada dela pospešeno na projektih, da se to izčrpa in tudi to bo nek zagon ponovni tudi gospodarstva. No, zlato fiskalno pravilo očitno ne bo zapisano v ustavo. Kakšne bodo po vašem mnenju posledice te odločitve? Večjih posledic ne bo, če bo ostali ukrepi šli v to smer. Ni potrebno, da je zlato fiskalno pravilo v ustavi zapisano. Važno pa je, da gre politika finančna v to smeri, da 2015 praktično je proračun uravnotežen, da porabimo toliko, kolikor tudi pridelamo. No, poglejte, vlada pripravlja tudi protikrizni davek na nepremičnine, ki pa se mu bodo bogati verjetno lahko precej zlahka izognili. To strokovnjaki že opozarjajo z recimo prepisovanjem nepremičnin, ki so vredni recimo več kot milijon evrov. Mislim, da bodo te obdavčeni. Skratka, menite, da potem, če ta davek oziroma zakon ne bo pravzaprav dosegel svojega učinka, da gre zgolj za populistično potezo? Ja, mislim, da tukaj more tudi druge države sprejeti podobne zakone, da te davčne oaze bo treba malo omejiti ali pa nekako zablokirati. Potem pa ne bojo ti naš kapital bežal v tujino. Jaz mislim, da bi se s tem tudi nekaj dobilo in prav je, da se luksus obdavči.
No, poglejte, vlada po eni strani reže nekatere osnovne pravice, recimo brezposelnih, pa tudi recimo mladih družin in tako dalje. Na drugim podjetjem omogoča recimo davčne olajšave, predvsem kar se tiče recimo davkov od dohodkov. Gre tu za to, da vlada daje prednost recimo kapitalu pred ljudmi? Ne, vlada mora poskrbeti, da bo spodbudilo gospodarsko rast. Samo dodana vrednost prinaša dobiček, nič drugega. In pri nas smo se tega premalo zavedli do sedaj. In socialnih pravic imamo, mislim, da veliko, bistveno več kot nekatere druge države in tudi kvaliteta življenja pri nas je zelo na visokem nivoju. Ravno to, ko ste prej rekla, če ne bo določenih ukrepov, če ne bo naše gospodarstvo konkurenčno tujem gospodarstvu, potem tudi varčevanje ne bo dalo nobenih rezultatov. Kako bi se morali po vašem mnenju lotiti kreditnega krča, ki vemo, da je eden izmed ključnih težav številnih podjetij? Te slabe naložbe bi morali dati v neko slabo banko in ostale banke usposobiti oziroma prisiliti, da začeli pomagati gospodarstvu oziroma suportirati gospodarstvo. To, kar je sedaj, je še dodatno breme oziroma še dodatno zavira razvoj gospodarstva. Tisti, ki dobro delajo, pošteno delajo, morajo dobiti kredite, če seveda imajo seveda, če je banka prepričana, da bodo lahko tudi to vrnili. Sedaj v tej situaciji pa tudi tiste dobre, uspešno podjetje ne dobijo denarja za svoje obratovanje. No, vlada bo zdaj šla verjetno relativno kmalu v pripravo pokojninske reforme. Vaša stranka je Pahorjevi pri tem nasprotovala. V čem menite, da se bo recimo tokratna pokojninska reforma razlikovala od tiste prejšnje, ki je propadla na referendumu? Najprej potrebno očistiti to pokojninsko blagajno. Vseh tistih izdatkov, ki nekako se vlečejo iz zgodovine še. Vse privilegirane pokojnine je potrebno nekako na nek način regulirati in očistiti pokojninsko blagajno. In takrat bomo videli, da situacija ni tako slaba. Seveda, če bo med tem časom tudi bodo plačila povečana v pokojninsko blagajno. Če bi imeli 50-60 tisoč več delovnih mest, več od teh plačil v pokojninsko blagajno, sploh ne bi bilo potrebne reforme. In če bo gospodarska rast krenila kmalu in da se pokojninsko blagajno očisti, vprašanje, kakšna reforma bo sploh potrebna. Pa se bojite, da bi lahko pokojninska reforma vendarle sprožila referendumski plaz? Mislim, da ne. Se moramo zavedati, da kolikor imamo, toliko lahko splačamo. Jaz mislim, da ne smemo priti v tako situacijo, da nam bodo prišli iz Bruslja in povedali, koliko moramo znižati javno porabo in koliko znižati plače, pa mogoče tudi pokojnino. Ker lahko se zgodi, da nam oni zapovedo, izplačate pokojnin samo toliko, kolikor se v pokojninsko blagajno nateče. Kaj bomo pa potem? In temu se moramo izogniti. Izognemo se lahko pa tako, da večje pokojnine ali pa tiste pokojnine, ki niso poštene ali pa ki so bile dodeljene z nekim zakonom, ker vemo, da jih je kar precej, da se to očisti in da se tudi v pokojninsko blagajno več vplačuje. To je siva ekonomija je tukaj, ki veliko pripomore temu, da je manj denarja v pokojninsko blagajno. Mislim, ko se tukaj naredi red, da situacija ne bo tako grozna. No, številni vseeno, ko omenjate Bruselj, strokovnjaki pravijo, da vendarle Slovenija ni tako slabi kondiciji gospodarski, da bi bile te grožnje, kot pravijo, realne. Skratko o tej tako imenovani grški poti za Slovenijo. Vi vidite, da je recimo nek grški scenarij realen? Če ne bomo dosti hitro postavili pogoje, da bo naše gospodarstvo konkurenčno tujim, potem se nam lahko to zgodi. Že letos je veliko podjetij šlo v stečaj. Verjetno bo do konca leta še ne vem koliko šlo, tudi zaradi samih bank in tako naprej. Če ne bo se ta trend ustavil, potem gremo v smeri grškega scenarija, seveda. Glejte, od
10 milijard, ki jih naj bi država porabila na leto, da bi živeli tako, kot smo do sedaj, se napolni v proračun 8, pa se bojim, da ne bo 8, da bo 7,5. Od tega je javne porabe preko 4 milijarde, ne. Da če to ne bomo zmanjšali, pa naredili državo bolj učinkovito, potem gremo v smeri grškega scenarija, seveda. In tukaj bodo tudi socialni partnerji morali to videti. Veseli me, da so sindikati to že uvideli, nekateri oziroma večina. Morali bodo tudi ostali. Do sedaj smo prelahkotno živeli nekaj let in tega verjetno več ne bo nekaj časa, dokler ne začnemo drugače delati. No, številni mladi, ki kljub visoki izobrazbi ne dobijo primerne zaposlitve ali pa saj zaposlitve za nedoločen čas za primerno plačilo, niso tako lahkotno živeli že do sedaj, ne. V času krize je to še eskaliralo. Vemo, da je večina brezposelnih, oziroma ne večina, ampak zelo velik odstotek iskalcev prve zaposlitve in tako dalje. Kaj bi bilo potrebno narediti, da se nekako regulira tudi trg dela v smeri večjega zaposlovanja mladih? No, država je že sprejela nekaj ukrepov takih, ki je v dobro temu. Potrebno moramo tudi sprejeti bolj ohlapno delovnopravno zakonodajo. To nam je tudi OECD sam rekel, da tako ne gre, ne. Sedaj, sploh v javni upravi, nekdo, ki je zaposlen za nedoločen čas, se ga praktično ne moreš odpustiti, ne. In teh je preveliko, preveč imamo inštitutov, preveč imamo agencij raznih, ne. In to se nam je ta birokracija namnožila tako razmnožila, da blokira razvoj gospodarstva. 20-30 let nazaj je praktično bilo greh biti samostojni podjetnik, obrtnik, ne. Vsi so ga zavirali. V Evropi je takrat tako podjetništvo cvetelo. Sedaj so mala in srednja podjetja pa bistvo razvoja gospodarstva. Tudi pri nas, ne. In nekatere predpisi so pač ostali in blokirajo. Visoka izobrazba še ni merilo, da moraš imeti službo, ne. Važno je, da fakultete proizvajajo tiste kadre, ki jih rabi gospodarstvo, ne pa neke družboslovne smeri, ki vemo, da je teh kadrov že preveč, ne. In ne moremo se izmišljati potem nove agencije, nova delovna mesta, samo zato, da bodo ti imeli službo. Na koncu je samo dodana vrednost tista, ki da. Pa se vam resnično zdi, da je javna uprava, javni uslužbenci, pod katere vemo spada tudi šolstvo, zdravstvo, socialna oskrba, v končni fazi v domovih za ostarele, tisti ključen problem v državi? Ne govorim o tem, ne. Tudi v šolstvu so velike rezerve, verjetno tudi v zdravstvu, saj tudi prejšnji ministri so to trdili. Predvsem gre za državno upravo. Tam so se namnožili inštitucije, ki so same sebi ovira in to bo poskušala ta vlada razčistiti, ne, saj z tem zakonom, mega zakonom, kot pravijo, ki popravlja 44 zakonov, ne, je kar nekaj že posegov, ne, in preko 40-50 agencij se bo ukinilo, ne. Tudi ministrstva so se združevala in tudi tam bo viška uradnikov, ne, in mislim, da na tem potrebno je narediti učinkovito upravo, ne kar tako počez delovno mesto ukinjati, ne, in mislim, da ta vlada sedaj to dela in ko bojo ti glavni rebalans proračuna je sprejet, glavni zakoni so, izvrševanje proračuna so tudi sprejeti. Sedaj je potrebno pa področno zakonodajo po ministrstvih iskati rezerve in predvsem pa je potrebno najti po ministrstvih tiste ključne ljudi, ki bojo to politiko peljali naprej. Seveda pa eno ministrstvo, ki ima preko 1000 zaposlenih, je malo težje spraviti v red. Poglejte, v jugovzhodni Sloveniji, še posebej Beli krajini, vemo, da že desetletja čakajo na ustrezne cestne povezave. Menite, da je tretja razvojna os zaradi varčevanja ogrožena? Tretja razvojna os je bila ogrožena še prej, ne. Vsaj vemo, koliko je bilo govora o tretji razvojni osi, koliko časa že traja. Jaz sem v začetku prejšnjega mandata kolegici
poslanki in župani Metlike rekel, da bi ustanovili nek koordinacijski odbor, ki bi bdel dnevno na dogajanju, na vodenje projekta tretje razvojne osi in po trditvi stroke bi državni prostorski načrt bil lahko že sprejet in bi se lahko črpala evropska sredstva iz te finančne perspektive. Seveda bi morali v letošnjem letu začeti z gradnjo. Ampak, ker so pač postopki pri nas taki in smo pustili, da se to vleklo, bo ta finančna perspektiva šla mimo, državnega denarja pa ni niti za vzdrževanje državnih cest, kaj šele za gradnjo tretje razvojne osi. Bivši prometni minister Patrik Vlačič, ko so ga Dolenjci vprašali, kakšno naj bilo financiranje tretje razvojne osi, je pač rekel, da to moramo pa še domisliti. Jasno je, če ni državnega denarja ali teh evropskih sredstev, ki jih sicer Slovenija plačuje v Bruselj, pa dobi potem nazaj, je edino javno-zasebno partnerstvo. S koncesijo pa praktično promet, ki bo potekel preko Gorjancev, če ne bo kakšnega meddržavnega interesa med Slovenijo in Hrvaško in navezava na te balkansko avtocesto, potem zasebnega partnerja enostavno ne bo in jaz ne vidim načina financiranja tega. Potrebno je pa vsaj prvi del narediti, to je obvoznica Novega mesta, to obe, do Gorjancev, ta prva faza, ki je pa zelo pomembna za razvoj novomeškega gospodarstva in za razvoj gospodarstva cele Dolenjske. Ampak, a vidite realno opcijo, da v nekem doglednem času dejansko padejo prve lopate vsaj za ta del? Ja, verjetno ne pred kot leto 2014 ali leto 2015 z novo finančno perspektivo, ker za to finančno perspektivo je vlak odpeljal. No, ko smo ravno pri vlakih, vi ste član parlamentarnega odbora za infrastrukturo in prostor, ki je ponovno zadolženo tudi za promet. Menite, da bi prodaja slovenskih železnic tujcem prinesla temu podjetju nekakšno smiselno rekonstrukcijo, uvedla boljše delovanje, bolj smotrno delovanje, ali bi pomenila dokončen propad javnega prometa, kar se tiče vlakov in železnic? No, sam sem bil prisoten, v prejšnjem mandatu sem bil tudi član odbora za promet in prisoten na predstavitvi tega logističnega holdinga na Brdu pri Kranju dvakrat, kjer so bili tudi tuji strokovnjaki, bivši direktorji tujih železnic Švice, Nemčije. In jaz sem dobil na tako sliko, da je Slovenija premajhna, da bi znotraj Slovenije potekal nek transport preko železnice. Seveda je pa veliko priložnost, ki ima Slovenija geostrateško lego tako, za razvoj logistike, za ta del Evrope. Seveda pa naša železnica sedaj v takšnem stanju, kakršnem je, ni sposobna prevzeti tak promet, kot bi sledil. Toliko se ne spoznam, kaj bi pomenilo, da našo železnico damo tujcem. Verjetno je nekaj potrebno narediti in če nismo sposobni sami, ker sedaj nismo naredili veliko, potem naj to naredijo tujci, če bo za vse bolje. Najbolj potrebno pa bi bilo zgraditi drugi tir Koper-Sežana oziroma Divača, ker bi Luka Koper lahko bistveno povečala promet in to je bilo velikega pomena za slovensko gospodarstvo. Pa seveda ti projekti trajajo že 15 let, tako kot je Dolenjska avtocesta in ko bi lahko sedaj črpali, so na voljo evropska sredstva, ni projektov pripravljenih. In minister Černač je ugotovil takoj, ko je prišel na to funkcijo, da niti zemljišča niso se odkupljena za ta drugi tir. In vprašanje je, kdaj bo zaradi take zakonodaje, ki pač imamo, ta projekt pripravljen. To je, mislim, da je največja škoda in to bi dalo tudi zagon slovenskim železnicam.
No, eno izmed ključnih vprašanj v končni fazi, ko omenjate zemljišče, tudi to, da je pač za kakršnokoli gradnjo, poseg v prostor potrebno tako pri zasebnikih kot pri državi, občinah, potrebno zelo veliko birokratskih postopkov, dolgotrajno odločanje in tako naprej. Kako je bilo potrebno poenostaviti te postopke, da bi pravzaprav ljudje, tudi občine in država seveda lahko hitreje gradili, vlagali v infrastrukturo? No, ta prostorska zakonodaja naša je tako zakomplicirana, da je najbrž nikjer v Evropi ni in odganja tudi tuje investitorje. Tudi naši investitorji bežijo oziroma naše podjetje bežijo ven iz Slovenije zaradi tega. Minister Černač, mislim, da je to njegova prva prioriteta in ko je bil ob eni priliki v Mirni Peči, je sam izjavil, če v pol leta ne bo presekal to zadevo potem, da tudi ne bo več minister, ker je res ta problematika tako pereča. Mislim, da dela s polno paro na tem in lahko pričakujemo v naslednjem mesecu že predlog spremembe te zakonodaje, ki bo nekako urgentno presekala te postopke, ki trajajo po več let. Poglejte, vi ste tudi član parlamentarnega odbora za kmetijstvo. Kaj po vašem mnenju narobe z našo kmetijsko politiko na državnem nivoju, če seveda kaj, in kako bi jo po vašem mnenju bilo potrebno spremeniti? Čeprav nisem bil doma na tem področju toliko, pa pač izhajam iz občine, ki je ena izmed najbolj kmetijsko razvitih občin in to problematiko malo poznam. Sedaj sem se pa seznanil tudi v tem času z problematiko prašičereje, zelenjadarstva, samooskrbe v Sloveniji. In mene je malo strah, kaj bo z novo finančno perspektivo, ker nova finančna kmetijska politika ni naša državna, ampak je evropska. In Evropa vodi kmetijsko politiko. In sedaj je zelo pomembno, kakšna bo politika v finančni perspektivi 2014-2020. Zdaj se postavljajo okviri in jaz se bojim, da bo Evropa imela manj denarja za subvencije v kmetijstvu, da bojo zahtevali agrotehnične ukrepe zaradi varstva okolja, ker intenzivno kmetovanje zelo obremenjuje tudi okolje in gre v smer ekološkega kmetovanja. Tudi mislim, da je strategija našega ministrstva v tej smeri. Povečati je pa potrebno samo oskrbo. Naše kmetijstvo ne more biti konkurenčno drugim kmetijstvom, ki imajo dosti boljše pogoje za razvoj kmetijstva. Moramo pa iskati priložnosti v smeri ekološkega kmetovanja, ker precej tega ekološko pridelanega pridelkov mi že uvažamo iz tujine. Naše kmetijstvo je preveč razdrobljeno, zemljiško posest je preveč razdrobljena, mi imamo povprečnega kmeta s 3,5 hektarja zemljišč kmetijskih, ki ne more biti konkurenčen tujcem. In tukaj mislim, da bo minister Bogovič imel dosti dela, ker pa sam izhaja iz lokalnega nivoja. Mislim, da že sedaj je pokazal tudi pri zagovarjanju na hearingu, da zelo pozna to situacijo in da ima določene usmeritve, tudi ljudje nastavljajo prave na ministrstvo. In jaz sem prepričan, da se bo to kmetijstvo pri nas tudi popravilo oziroma da bo preživelo. Poglejte, vi ste zelo dolgo časa preživeli na čelu občine kot župan, konkretno Mirne Peči. Pogrešate župansko funkcijo? Ne pogrešam, ne moram pa kar tako izklopiti, še vedno sem vpet, tudi obljubil sem sedanjemu županu, da mu bom pomagal. Sem dolžan, ker je bil moj mandat prekinjen preko na pol mandata. Tako da ne pogrešam, je zelo težko res 100% obe funkcije upravljati. Tiste glavne projekte, ki smo jih zastavili za več let, pa spremljam in pomagam in tudi še bom. Seveda pa želim 100% delati kot poslanec v državnem zboru. Kje menite, da vam ni uspelo, recimo kot županu? Kateri projekt je tisti, ki bi ga želeli, da bi bil dokončan, preden ste zaključili mandat in zakaj pravzaprav menite, da vam to ni uspelo?
Veliko projektov bi želel, da bi bili prej končani. Ni pa bila kriva občina. Če bi avtocesta bila pred 10 leti na Dolenjskem, bi tudi Mirna Peč sedaj že drugače izgledala. Ko je prišla avtocesta, je udarila gospodarska kriza in investitorji v industrijski coni seveda so nekako izgubili sapo. Vseeno se trudimo in letos naj bi prva fabrika zrastla tudi v industrijski coni in potem še nadaljne. To bo dalo dodaten razvoj občini. Šola pa športna dvorana ni dokončana, ministrstvo ni imelo denarja prej, čeprav smo to načrtovali že skoraj 10 let prej. Vse se je nekako vleklo, ampak vse projekte, ki smo jih zastavili, smo tudi na koncu izvedli in prepričan sem, da bomo tudi industrijsko in gospodarsko cono in takrat bo Mirna Peč imela tudi bistveno več denarja za druge zadeve v občini. Kako pa ji lahko pravzaprav pomagate kot poslanec? Oziroma, da vprašam že kar spod vprašanja, se vam zdi sporno, da bi kot poslanec recimo pomagali zgolj interesom neke manjše občine, čeprav iz nje prihajate, tudi na račun drugih? Nič narobe ni, če jaz pomagam občini pri projektih, ki se delajo v občini. Govorim bolj v smislu, da bi recimo zagovarjali v državnem zboru kakšno zakonodajo, ki bi eksplicitno recimo bila v interesu občine Mirna Peč. Glejte, občina Mirna Peč je vedno od države zahtevala tisto, kar ji pripada po predpisih, po zakonu, nikoli nič več in tudi dobila ni nič več. In tako bo tudi naprej. Je pa seveda dobro, če ima občina in župana in poslanca iste linije in da oba delata za razvoj občine. Vse konec koncev je poslanec iz določenega območja, seveda dosti širšega območja, ampak se zavzema za interese tistega območja. Moj interes je zavzemati se za celotno Dolenjsko, ne samo za občino Mirna Peč in v tej smeri bom tudi deloval. Dobro, najlepša hvala za tale pojasnila in obisk v našem studiu. Hvala tudi vam za povabilo. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Bodite z nami spet čez 14 dni. Lahko noč.